Lepo pozdravljeni na besedni postaji, ki bo posvečena govoru. Bo neke vrste mini okrogla miza o govoru, posvečena knjigi Govor v pedagoški praksi, ki sta jo uredili kolegici izredna profesorica doktorica Katarina Podbevšek in asistentka doktorica Nina Žavbi. Na okrogli mizi pa bo sodelovala tudi kolegica docentka doktorica Janja Žmavc. Povezoval pa bom Hotimir Tivadar, slovenist, profesor s Filozofske fakultete. Mogoče za začetek, da povemo en kratki opis same knjige. V monografiji Govor v gledališki praksi je ustvarjalo 33 avtorjev v 28 razpravah, ki so bili ustno, seveda v skrajšani obliki, predstavljeni 12. in 13. aprila 2019 na posebnem simpoziju. Govor je bistvo človeka, kar se v zadnjem času najrazličnejše digitalizacije spet pozablja. Govor je tudi najbolj izdajalsko početje človeka, še posebej nebesedni parametri, na primer barva glasu, register, tudi intonacija in hitrost govora, in zato je še toliko pomembnejše, da se naučimo govoriti. To pomeni kontrolirati govor. Druga predpostavka, ki bi jo rad uvodoma izpostavil, preden preidemo k sami predstavitvi knjige, je tako imenovana naravnost govora. Govor je načeloma dan človeku ob rojstvu. Seveda nekateri ne morejo niti slišati, niti artikulirati, niti videti govora, toda tudi pri njih je pomembno delovanje govornega aparata, čeprav neslišno. Tudi to je zajeto v zadnjem članku te monografije Matica Pavliča. Mimika v slovenskem znakovnem jeziku. Skratka, to je res celovita monografska publikacija o govoru z vseh vidikov. Tu bi mogoče sedaj kar prišli počasi na samo predstavitev knjige, da bi jo malo natančneje spoznali, je zelo celovita, jo priporočamo seveda v branje in mogoče bi začeli kar pri urednici, kolegici Katarini Podbevšek, ki je slovenistka in ima tudi dosti izkušenj s poučevanjem govora na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. Skratka, tudi lektorica nekoč v gledališču in tudi sedaj pomaga. Kaj bi recimo najbolj izpostavili iz te knjige, pa mogoče, da bi ta proces tudi nastajanja te knjige opisali? Izvolite. Ja. Mogoče bi začela malo z zgodovino in sicer zakaj smo sploh začeli organizirati simpozije o govoru na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. Prvi tak simpozij smo pripravili leta 2000 in sicer smo ga takrat posvetili umetniškemu govoru, ker se nam je to nekako zdelo primerno, glede na to, da smo umetniška akademija. Vzgib pravzaprav, ali pa namen tega prvega simpozija, ki smo ga takrat zelo skromno imenovali kolokvij. To je pomembno. In namen tega je bil pravzaprav povezati teoretike in praktike z teh področij, s katerimi se na akademiji ukvarjamo. In ker je bil odziv zelo dober, tako sodelujočih kot tudi občinstva, smo potem leta 2006 pripravili nov simpozij. Na tem simpoziju smo nekako razširili tematike v smislu, bi rekla, interdisciplinarne refleksije o govoru. Tako da smo dodali neke nove teme, recimo zvočne knjige, lektoriranje za opero, pripovedovanje, govor pri ljutkah in tako naprej. Dodali smo pa tudi neke nove, oziroma razmislek o nekih novih govornih praksah, ki so se takrat začele v gledališču pojavljati.
Te nove govorne prakse so bile posledica vpeljevanja novih tehnologij v uprizarjanje. Potem naslednji kolokvij je bil leta 2013, kjer smo pa mogoče še malo bolj poudarjali to povezanost med teorijo in prakso. In ta poudarek je pravzaprav viden tudi v naslovu zbornika, ki je nastal po tem simpoziju, ki smo mu dali naslov Govor med znanostjo in umetnostjo. Tukaj seveda so prispevke spet pripravili strokovnjaki z različnih področij, spet razširitev področja, recimo, če omenim biblioterapijo, bibliopedagogiko, to sta bili recimo dve taki zelo novi področji, povezanost recimo koreografije, torej plesa in govora ali pa glasu, prevajanje, specifike prevajanja za gledališče in tako naprej. Mogoče omenim še to, da smo prvič pravzaprav predstavili tudi računalniško analizo umetniškega govora. Na vseh treh simpozijih pa se je v pogovoru po simpoziju odpiralo vprašanje preduniverzitetnega izobraževanja v naših šolah. Torej. In vsi sodelujoči in tudi publika so nekako izražali kritične poglede na javni govor, karkoli že to je, ne samo v gledališču, v medijih, politika in tako naprej. In smo se spraševali, če je morda krivda, da tako rečem, v našem izobraževalnem sistemu. In zato smo se za ta zadnji simpozij odločili za temo poučevanje govora v našem izobraževanju. In sicer smo zajeli celotno, vse plasti oziroma vse ravni izobraževanja od vrtca, osnovne in srednje šole do univerze in vključili smo tudi izobraževanje za medije oziroma za radio, ne, radijski govor, no, da tako rečem. In mislim, ne, da smo nekako dobili eno dosti realno sliko pravzaprav kvalitativnega in kvantitativnega načina poučevanja govora v naših šolah. Zlasti tudi zato, ker so bili sodelujoči večinoma v neki zvezi s pedagoško prakso, v takšni ali drugačni. Se pravi, da so bili vsi pol raziskovalci ali pa teoretiki in pol tudi praktiki. In se mi zdi, da to je en najbolj tak relevanten pogled na to tematiko in hkrati seveda se mi zdi, smo dobili en širok uvid v to problematiko. Kar nekako ne dokazuje tudi tale naša knjiga, ki jo danes predstavljamo. Tu mogoče bi še kaj mogoče dodali, tu druga urednica, asistentka doktorica Nina Žavbi, kako je recimo, ker jaz, ko sem prvič vzel v roke knjigo, ne, sodeloval sem tudi soavtorstvo s prispevkom na sami konferenci, ga tudi napisal, ne, pa ko sem vzel v roke knjigo, potem, ko sem jo dobil, ko sem jo povohal, ne, sem opazil, da je res ogromno različnih poglavij. Ne. To, kar je že kolegica načela, bi še mogoče kakšno poglavje dodatno tu izpostavili, tako generalno pa res drži, da ta knjiga zajema problematiko poučevanja govora od, lahko rečemo, od maternice do v bistvu tistih zaključnih, končnih lektorsko-radijskih in tako naprej. Ne. Tako da tu mogoče, če bi še kaj dodala, ker je res kar nekaj poglavij. Res je, ja. Obe s kolegico urednico izhajava iz igralske akademije, torej izhajava iz igralskega govora. Ampak nekako se nam je ves čas poučevanja odpiralo vprašanje tudi skozi mnenja, pričevanja naših študentov, kot tudi skozi nekaj izobraževanja učiteljev, se nam je odpiralo to vprašanje, kaj se dogaja v izobraževalnem sistemu.
Študentje so recimo povedali, da nekaterih tem ne dobijo ali pa da čutijo pomanjkljivost. Ne dobijo na fakulteti ali predfakultetnim, torej na predfakultetnem, res je. Izpostavljeno, ne? Torej predfakultetno. Na predfakultetnem in potem so se tudi učitelji zelo pogosto so povedali, da imajo težave s temi tematikami, ker tudi sami se ne čutijo dovolj kompetentne. To pa potem smo pa prenesli na izobraževalni sistem po srednji šoli in zato se nama je ves čas, pravzaprav vsem na katedri za govor odpiralo vprašanje, kaj zdaj s tem, kako lahko mi pripomoremo, kaj bi lahko naredili, da se skupaj pogovorimo o teh temah. Evo, in tako je prišlo do tega simpozija, do knjige, res od maternice pa do konca našega izobraževanja, ki je vse življenjsko. Torej, govora se ne nehamo učiti nikoli. Izhajamo, kot rečeno, iz naše AGRFT-evske pedagoške prakse, smo nekako izhajali, ampak ugotavljali, da je pravzaprav od vrtca naprej potrebno nekako gojiti to govorno izobraževanje, da tudi ni pomembno, da je govorno izobražen le igralec, le javni govorec, ki je primarno govorec, recimo novinar, učitelj, ampak pravzaprav smo danes javni govorci, skoraj da vsi. Zelo redki profili so iz tega izvzeti, zato se nam je taka celostni pristop do govora zdel pravzaprav pomemben. Vmes sva se, ko sva urejali tole knjigo, tako kot je profesor Tivadar zdajle omenil, da je več poglavij, sva se s temi poglavji zelo močno ukvarjali, imeli tudi včasih malo težave, kako razdeliti vse te prispevke. Torej, lahko govorimo o interdisciplinarnosti v tej monografiji. Zelo velika interdisciplinarnost, zato se mi tudi zdi, da smo nekako prišli do nekega celostnega pogleda, ki ga je seveda še za dopolnjevati naprej. Če bi kaj posebej, zelo težko eno od teh poglavij rečemo, da je izvzeto, ker pravzaprav eno brez drugega, jaz mislim, da ne more. Je kot celovita. Mogoče bi tu ravno, ker ste začeli glede samega tistega produkta, ki ga dobimo na fakulteto, ne? Predvsem seveda AGRFT se z govorom ukvarja, ampak tudi recimo na drugih fakultetah, kjer je recimo novinarstvo prisotno, pa tudi ne nazadnje učitelji, ki jih izobražujemo tudi tukaj na Filozofski fakulteti. Bi mogoče tu kolegico Janjo Žmavc, ki je tudi avtorica enega prispevka, sedaj malo izzval, kako ona gleda z neigralskega stališča. Ne? Pa potem se še vrnemo k samemu pouku, ne? Ampak mogoče ta neigralski vidik, da bi to izpostavili, ker vaš prispevek se glasi nekoč kreatorju in gledališkemu igralcu, kam pa danes. Ne? To je v bistvu načela, tudi kolegica Podbevšek je povedala, da smo dejansko izhajali iz AGRFT-ja, kar je tudi prav, to da ne bo nesporazuma. Ne? To mislim, da je, kot Župančič bi rekel, da je to edino prav, ne? Ker samo na odru je tista prava slovenščina. Malo parafraziram, ampak mogoče zdaj ta neigralski vidik, čeprav vem, da tudi se ukvarjate s problemom gledališkega govora. Ne? Ja, hvala lepa. Torej, ta prispevek, ki ste ga omenili, nekako raziskuje dve dimenziji, in sicer dimenzijo edukacije govora in pa dimenzijo discipline, ki naj se s tem ukvarja. In bržkone je tu nepogrešljiva klasična grško-rimska retorika, kot veščina, ki se ukvarja teoretično in praktično z javnim prepričevanjem. In to je moje področje ukvarjanja in videli bomo, da bomo zelo tesno pravzaprav se navezali na gledališče. To v prispevku nekako tudi hočem pokazati. Zdaj, kar bi jaz tukaj poudarila kot izjemno pomembno z vidika retorike, je to, da je ena njenih temeljnih specifik, kadar se z njo ukvarjamo, bodisi teoretično, bodisi praktično, da gre za precej kompleksen proces. Ta procesnost tako govora, govorjenja, priprave na govor, ki pravzaprav združuje posameznikove
različne miselne in telesne dejavnosti, ki se seveda potem artikulirajo v nekem času in prostoru. Zdaj, ta proces se pa seveda prične mnogo prej, preden mi spregovorimo ali nastopimo v vlogi govorke, govorca. Zanimivo je to iz historične perspektive, da je govorni nastop, to se pravi udejanjanje skozi govor besedila, v antičnih konceptualizacijah običajno predstavljen kot zadnji element v kronološkem nizu ukvarjanja. Hkrati je pa malo dvoumno vedno postavljen, zato ker so njegove opredelitve si nasprotujoče, namreč od tega, da teoretiki, antični teoretiki pravijo, da gre za končni dodatek k besedilu, do recimo izhodišč, kjer pravijo, da je nastop, manifestacija govora, spremljevalni element celotnega procesa, načrtovanja, pisanja besedila, kadar pravzaprav mi mislimo, šele mislimo govor, do recimo takih sklepnih ugotovitev, da je govor in njegov nastop z govorom, da je gospodar, da brez njega pravzaprav, da gre za najpomembnejšo nalogo ali opravilo v retoriki. Zanimivo je seveda, in tukaj zdaj trkam ob gledališče, je pa stališče, antično stališče, ki pokaže pravzaprav na to kompleksnost, da so teoretiki pa vendarle misli, da gledališki govor naj ostane v gledališču. Da na govorniškem odru ali pa v javnem prostoru, se pravi, naj bo govor ustrezno zadržan, brez gledaliških elementov, tako pravijo teoretiki, v praksi poročila antična kažejo, da je bilo seveda drugače. Marsikatera predstava se je odigrala na forumu znotraj sodnega govora, recimo, ali pa znotraj nekega svetovalnega govora. Hkrati, na drugi strani pa vemo, da recimo prvo ime retorične pedagogike Quintilian pravi, da naj bi učenec imel tudi pouk pri igralcu v začetnih fazah, še preden gre k retorju, in vemo, da so govorci hodili na urjenje k igralcem. Poznamo primere Demostena, tudi nekaj rimskih primerov. Kar seveda pomeni, da brez gledališča niti agora, niti forum nista delovala. Danes, tukaj pri nas, se zdi, da imamo rahlo težavo. In sicer, po mojem mnenju, zato preprosto, ker ne poznamo formalne, sistematične vzgoje govorca. Se pravi, ker nimamo neke celovitega načrta, kako pravzaprav vzgojiti nekoga, ki bo nekoč javno govoril, kot so to poznali v antiki. In če smo soočeni z nekimi fragmentarnimi, krajšimi oblikami, bodisi v obliki neformalnih tečajev, katerih se lahko oseba, ki je že recimo v neki svoji odrasli dobi, polna izkušenj z javnim izpostavljanjem, ki se jih lahko posluži, bodisi v obliki posameznih predmetov ali pa učnih vsebin znotraj posameznih predmetov. Ampak problem pri tem je, da je ta časovna omejenost ne more zagotoviti ustreznega uresničevanja tega procesnega cilja razvoja govorca. In še nekaj bi tukaj poudarila, preden odgovorim na vaše vprašanje, kam, da pravzaprav retorično izobraževanje, ki rezultira v nastopu, da ga ni brez urjenja v pisanju in branju. Predpostavka, če hočemo dobro govoriti, je ta, da moramo najprej znati dobro pisati in veliko brati. In sklep se ponuja v resnici v nelagodni smeri. Odvisno od vašega predznanja, ampak komorkoli boste danes šli po uspešen govorni nastop, pri vsakem vam bo nekaj manjkalo. Zato je po mojem mnenju seveda nujno, da najdemo nekako pot v izobraževalno vertikalo. Torej primarno izobraževanje, da tako rečem. Ja, na ta način si lahko mogoče obetamo, da po tem procesu, ker to pa je pravzaprav ključni element, procesnost, lahko pridemo do govorca, ki je suveren in ki je avtentičen.
Zdaj, to je zelo dobra iztočnica, pa je mogoče tu, ker je tudi kolegica Žavbi mogoče najizkušenejša med nami v tem smislu, da tudi najbolje pozna, ker prej se je odprla zanimiva stvar. Ne? Janja je odprla zdaj drugo stvar, ki se ji pravi, da je potrebno, vsak govorec se mora učiti govora. Ne? To je tudi kolegica Žavbi rekla. Zdaj mogoče, kaj pa bi rabili, da se vseeno malo vrnemo na začetke ustvarjanja te knjige, to je na leto 1999-2000. Ne? Kaj bi pa igralci rabili, kot je kolegica Žmavc rekla, ne, da se grejo učiti potem k igralcu. Ne? Kaj pa tisti igralec, ki se pride učiti na akademijo, kaj bi rabil, oziroma česa, zdaj bom malo tako provokativno rekel, česa nima. No, to je vprašanje za vse tri, ne? Ampak to recimo, ne? Česa nima igralec, bom pa v oklepaju zdal še eno posebno kategorijo, to pa je, bom kar učitelje to izpostavil. Česa nimajo učitelji, ker vem, da je kolegica z pedagoškega inštituta, pa mogoče najprej res kolegica Podbevšek, pa potem predlagam nekaj. Učitelji imajo premalo znanja o učenju govora, bi rekla, ne. Zdaj, če tako generalno rečem, učitelji od osnovne naprej, ne, premalo tega znanja. Drugo bi pa rekla, da pravzaprav na naši akademiji igralce prav v tem duhu nekako začnemo vzgajati procesnosti. Ne? Ta proces ves čas poudarjamo, ne? In pravzaprav dolga leta smo potrebovali, da smo ostale kolege, ki so učili dramsko igro, režijo in tako naprej, da smo jim dopovedali, da igralec oziroma bodoči igralec, študent, v prvem letniku, v drugem semestru še ne more znati, zato ker hodi na ure govora, še ne more znati govoriti, ker je to res prva faza. In ta proces... To pomeni, da v bistvu v srednji šoli premalo dobi? Premalo. Ne? Ker vedno znova se pokaže, da sicer znajo neke pravorečne, te najosnovnejše zakonitosti, ne? Manjka pa ostali del, se pravi besedilna fonetika, tako imenovana, ne, prozodična sredstva, se pravi, kako z intonacijo oblikovati neke misli, kako s poudarki spreminjati pomene, kako umeščati premore, kako določati njihovo dolžino ustrezno in tako naprej. Tako da ta proces zelo dolgo traja in najbrž se bo Nina strinjala, da včasih se zgodi, da grejo iz šole študentje, ki niso vseh korakov naredili in jih delajo še le potem v gledališču. In včasih se seveda, ampak midve si vedno rečeva, ne, oziroma tudi ostali kolegi na katedri za govor, da smo jih vsaj postavili na pot. Ne? In da so naredili par korakov v pravo smer in zdaj je na njih pravzaprav, če bojo to smer nadaljevali. In tako, če zasledujemo naše študente v gledališčih, vidimo, da nekaterih tudi ne nadaljujejo in se ustavijo v tem procesu tam, kjer so. Včasih so sami krivi, včasih je pa krivo tudi okolje. Mislim, to gledališko okolje, režiserji, ki zasedajo igralce z neko intenco, ali kako bi rekla, ne, in jim ni pomembno, ne, ali ta igralec obvlada govor, ne, ker za tisto uprizoritev, ki jo ta režiser želi udejaniti na odru, pač ni pomemben govor, ampak je pomemben telesni izraz, recimo. Ne. In potem tak igralec, če ni dovolj trden, če nima nekega jedra, kako bi rekla, sam v sebi, da je govor nekaj, kar je njegova identiteta, tako rekoč, ne, da to pač mora imeti postavljeno, rečemo mi, ne, ga potem zanese, ne, in slava ga ponese drugam. Potem pa pride v nekem trenutku življenjskem in poklicnem do trenutka, ko bi pa dobil neko vlogo, kjer bi moral biti dober govorec,
takrat pa pač se izkaže, da to ni. In zasedajo potem tistega, ki pa to je, ki je šel naprej po tej poti. Ne? Tako da ta procesnost recimo se pri nas dogaja, vsekakor pa opažava, no, ne, z Nino, mogoče Nina še bolj, ker se prav s pravorečjem malo bolj ukvarja, nek manko, ne, kako bi rekla, ne, mogoče Nina mogoče kar ja, kar nadaljim. Bi se kar strinjala s kolegico, bi pa rekla tako kot ona, da pravorečje je ta segment govora, pri katerem še imajo nekaj znanja, zelo pa manjka to, kar je v govoru, bom rekla, enako pomembno, torej vse, kar je nadsegmentnega, kar je uporabe glasu in uporabe telesa v smislu govora. Zelo podrobno se v zadnjem času, predvsem naša kolegica Alida Bevk ukvarja z dihom in glasom. Dih, ki še malo časa nazaj je bil v bistvu precej zanemarjen. In to je pa tisto, se bom pa zdaj navezala na kolegico Janjo, bo verjetno ona tudi kaj v učiteljih več povedala, to je pa tisto, kar jaz mislim, da radikalno manjka študentom, ki bodo učitelji. Da jim manjka ta element, kaj početi s svojim glasom in dihom, ker oni opažajo po naših oziroma po mojih pogovorih z njimi predvsem v tem, da imajo težave z glasom, da v prvih letih svoje poklicne kariere so ves čas na glasilkah bolni, da jih vsak teden boli grlo, da so težko prezentni, bi temu rekli, na nek tak igralski način. Torej, ne take stvari, ki jih sploh ne povežemo najprej z govorom, ampak so pravzaprav en velik del govora. Torej, povezava telesa in pa možganov. To je tisto, kar mislim, da predvsem manjka. Parafonetika, ne? Tako. Na nek način. Jaz bi rekla, da to še najbolj vsega manjka. No, to mogoče kar nadaljevali, tu samo en dodatek, spet ena koščica za glodanje. Ne nazadnje, dosti je književnosti, ne? Prej smo omenili branje, ne? Dalo bi se z govornimi nastopi, z različnimi pesmimi, interpretacijami, ne? Tu kolegica ima tudi monografijo na to temo, profesorica Podbevšek, ne? Da bi mogoče to, zakaj se to ne izkoristi, ne? Pa mogoče takoj, da podam palico naprej kolegici. To, kar je povedala doktorica Žavbi, je seveda kontekst učiteljev. Ne? In tukaj se sprašujemo jasno o vsebinah, katere so tiste vsebine, ki naj jih učitelji, ki bodo nekoč šli v razred, naj obvladujejo zraven svoje strogo disciplinarne usmeritve. To se pravi, bodoči profesori fizike, kemije, biologije in tako naprej. Ne? In moje stališče je, da seveda tega predmeti tipa pedagoška komunikacija ne morejo zadovoljivo pokriti ravno zaradi tega, ker naslavljajo neke druge momente. In da je tu recimo dobra strana, ne, in potencial pravzaprav klasične retorike, ki pa brez tega segmenta se v resnici ne more uresničiti, da lahko ta vidik zadovoljivo pokrije. Hkrati z nekimi drugimi stvarmi, ki so prav tako neločljive, brez recimo vsebine vednosti, s katero govorec pride, vstopi v svoj govor, vse nadsegmentno nekako gre svojo pot. Tako da tukaj je retorika res hvaležna, pravzaprav veščina, zato ker pokaže na to prepletenost. Ampak to, kar si pa omenil ti v zvezi z govornimi nastopi, to pravzaprav drži. Zato ker, če gledamo vertikalo govornega nastopa kot učne dejavnosti, recimo pri pouku slovenščine, pa vemo, da je ta dejavnost prisotna pravzaprav v vseh programskih enotah, kjer morajo učenci, dijaki, študenti svoje delo prezentirati. Govor. Vidimo pravzaprav, če gledamo takole vertikalno, vidimo, da ni upoštevan ta sistematičen pristop. Če smo prej govorili o procesnosti in da v drugem letniku še ne moremo, potem je popolnoma jasno, da v prvem, drugem in tretjem razredu marsičesa osnovne šole še ne moremo. In bi se veljalo vprašati, kaj pa je tisto, kar zmoremo, in fokusirati to dejavnost na to področje. Se pravi, v tistem času zmoremo marsikaj. Zmoremo delati marsikaj s telesom.
Če berete Quintiliana, njegov tam tipajoč odgovor gre v resnici v to smer, dajmo telo izkoristiti v prvi fazi in potem izkoristimo vse tisto, kar prinese osebni razvoj, zmožnost pisanja, branja in tako naprej. Morda samo tole, antična vertikala izobraževanja je trajala od 7. do 21. leta. To je čisti luksus. Ampak pomemben poudarek tukaj je ta, da je pravi govorni nastop bil šele na koncu. Antične deklamacije so opravljali šele študenti retorike, ne tisti, ki so bili na prvi ali drugi stopnji. Tisti so imeli govorne vaje, ki so bile segmentirane na določen moment. Tako da, kar se meni zdi tukaj pomembno je, to, kar smo pravzaprav začeli s to knjigo, poskus nekega interdisciplinarnega povezovanja, ki pokaže na možne preseke, na razhajanja in razmislek, kako je pravzaprav mogoče osmisliti obstoječo pedagoško prakso, tako, da lahko dosežemo procesnost. Se pravi, da v vseh stopnjah razvijamo tisto, kar je možno razvijati, ker je v danih razmerah možno razvijati in potem nadgrajevati tisto. To je zelo pomembno. Tu bi samo omenil, da če že v knjigi govorimo, imamo tretji članek, komunikacijski potenciali ljudke kot spodbuda za učenje govora, recimo. Mogoče to kot navezano zadevo, pa da kolegica Podbevšek mogoče tu še doda, ker ima dosti izkušenj, kako interpretativno branje, kar je tista monografija, o katerem govori ta monografija, ki sem jo prej omenil, kako recimo to vpeljati v pouk slovenščine. Ja. Recimo, zdaj, da gremo malo bolj na slovenščino, kolegica je lepo odprla vse predmete, kar je pomembno. Ni samo slovenščina, ki uči govor. To je potrebno zelo poudariti. Mogoče to. Ja, glede ljudke, mogoče bi opozorila, da seveda nekako se nam zdi oziroma ugotavljamo in zdaj smo tudi v številkah videli v nekaterih člankih, da je teh govornih vsebin pravzaprav premalo kljub vsemu, ne glede na to, da ni te procesnosti, ampak jih je tudi premalo. Kvantitativno. Ja, in ampak bistveno, se pa meni vseeno zdi, da je bistven učitelj. Prej sem že rekla, kako je govorno on izobražen in kakšno senzibilnost oziroma kakšno občutljivost za govorno izražanje ima sam. In če ta učitelj to ima, potem si mislim, da je tudi sposoben se izmisliti kakšne inovativne metode, kako pravzaprav vzgajati svoje učence v dobre govorce in tudi v kritične sprejemnike potem javnega govora izven šole. In recimo ta poskus, kako učiti v teh prvih razredih, recimo, kako se ta procesnost začne, mislim, neke inovativne učiteljice, recimo to počnejo. Ne glede na učne načrte, ne glede na zapovedi, najdejo nekak čas, da to ukomponirajo, ali kaj bi rekla, to. No, seveda, govorna interpretacija literarnega besedila je pa sploh neka taka možnost razvijanja te glasovnih zmožnosti. To je pa zdaj druga zadeva. Ampak seveda tudi ta, če naučiš ti nekoga dobro govorno interpretirati eno literarno besedilo, tudi to pomaga potem k splošnemu govoru, bi rekla. Ker se zaveda, kaj pomenijo posamezna izrazna sredstva, kaj pomeni predolg premor. In to zna potem tudi sicer v govoru uporabiti ustrezno. Tako da to skratka res je pomembno ta razvoj, torej procesnost. Zdaj mogoče, ker se počasi že bližamo zadnjim 5 minutam, mogoče spet malo bolj beseda urednicama.
Zdaj, dosti smo že povedali, mislim, da smo že prepričali ljudi, da bodo to knjigo vzeli v roke, ampak bi vseeno še tisti zaključen del, mogoče tudi malo provokativno vprašanje, ne? Ali smo naredili že kakšen korak naprej k prepoznavnosti, pa spet se vračam nazaj na začetek, to je v bistvu vprašanje spet za vse tri, ker se res z govorom intenzivno ukvarjate, pri govoru odraslih učiteljev, ali je ta korak od leta 1999-2000 bil narejen ali ne. Mislim, vidi se, da je bil, če govorimo o knjigah, ne? Zdaj, mene pa vedno zanima tisto ozadje, ne? Tako da, oziroma, kaj bi še lahko naredili, ne? Kar nekaj piše tudi v tej knjigi, ampak mogoče vseeno vizija za naprej. Predgovor, recimo, je že tako zasnovan tudi. Ja, jaz bom začela. Mislim, da se seveda da narediti še veliko, ampak mislim, da je nekaj, imamo tudi kvantitativnih podatkov, s katerimi zelo radi v sodobnosti razpolagamo. Na vsakem od teh simpozijev se pokaže, da to zanima več ljudi, širša skupina ljudi, torej ne samo en krožek navdušencev, ampak zelo široke skupine različnih profilov pokažejo, da jih to zanima, da se jim zdi pomembno, pridejo poslušati, pridejo diskutirati. Tudi vsaka naša knjiga pokaže, da je veliko debelejša, tako da je torej veliko več prispevkov. Mislim, da se je tudi pokazala da so te prispevki vse bolj kvalitetni, da to zanima in praktike, in teoretike, da se potem tudi strokovna javnost in javnost na te dogodke odziva, mogoče je to res tako kvantitativno merljivo dejstvo. Mislim pa, da se tudi učitelji, ki so tukaj šolski sistem, predvsem smo zelo naslovili, vse bolj pokažejo, da se jim zdi to vprašanje pomembno tudi za njih same, kot izobraževanje mene samega kot profesionalca in pa da to prenesejo naprej. Tako da jaz mislim, da ta smer zelo kaže neke dobre momente. Mogoče še? Jaz bom se mogoče malo ponovila, ker pomeni, da se mi je tista kost, o kateri si prej govoril, zaglodanje zataknila v grl. Jaz mislim, da je ključno zato, da ta stvar recimo postane še bolj prezentna, kot je, meddisciplinarno in medinstitucionalno povezovanje različnih profilov raziskovalcev, teoretikov, praktikov, ker samo na ta način lahko to temo obravnavamo dovolj celovito. Kajti brez razumevanja, da govorimo o enem zelo kompleksnem fenomenu, ki ga je mogoče in treba gledati z različnih plati, ne moramo preseči zelo zakoreninjenih, stereotipnih predstav o tem, kdo in kaj je dober govorec. Ker se bomo vedno ujeli v ta ima pa tak glas ali pa ta govori pa to in podobno. Se pravi, samo ta celovit pogled lahko pokaže na to, ali razumemo, kaj je dober govorec. In seveda tudi to, da nekako se spomnimo in se ozremo v antiko, to je zmeraj dobro, nič ne škodi, da je govor pravzaprav tesno povezan z vzgojo. Ne samo z tehničnim urjenjem, ampak da gre pravzaprav za proces, ki je del vzgoje in posega pravzaprav tudi na to področje. Zato je pomembno, da je prisoten v celotni vertikali in pomembno je, da o njem govorimo na ta način, kajti danes smo pogosto postavljeni situacijo, ko se od nas zahteva, da kritično presodimo o obstoječih javnih govorcih in govorkah. Pa včasih ne moremo, zato ker smo ujeti morda v eno perspektivo ali dve in tako naprej. Tako da tukaj jaz mislim, da samo če tole počnemo v presekih, tovrstnih, nekako lahko pridemo do morda neke spremembe v pogledu, stereotipnem pogledu in tudi legitimiranju tega, kdo je dober govorec. To se mi zdi
Mogoče zaključno misel se bi kar vse kolegici. strinjam, ne, ampak mogoče bi samo še to rekla, da se zadnja desetletja ne, zanimanje za govor tudi med raziskovalci ne, povečalo. Ne. In veliko raziskav je namenjenih govoru, ne, kar včasih ni bilo, ne, je bilo vse napisno. Mislim, da recimo ne nazadnje, ne, k prepoznavanju vede o govoru prispeva tudi profesor Hotimir Tivadar, tako z raziskovalnim delom kot z pedagoškim na fakulteti. In če malo še našo akademijo omenim, ne, pri nas, pravzaprav naša katedra za govor je vedno to interdisciplinarnost skušala nekako gojiti, tudi zaradi samega metjeja, s katerim se ukvarjamo. In je vedno upeljevala novosti, jezikoslovne ali kakršnekoli druge, ampak jezikoslovne tudi, novosti iz fonetike recimo, v proces učni. Ampak posebna spodbuda ali pa, ne, je pa prišla z bolonjsko reformo. Namreč bolonjska reforma nam je nekako omogočila razširiti in prenoviti res programe in razširiti neke teme, tako da tudi to govorno področje se je lahko malo razširilo. In v okviru tega smo potem oblikovali celo podiplomski program oblike govora, na katerem se izključno ukvarjamo z govorom. Tako da neki premiki so se zgodili, kljub temu, ne, da seveda kar naprej kritiziramo nekatere javne govorce, ampak globinsko gledano pa se mi zdi, da vendarle ne se neki premiki dogajajo. Ne. To. Skratka, pozitivna misel. Tako, mislim, da bi kar s to pozitivno mislijo tudi zaključili in predvsem s povabilom, da vzamete v roke to knjigo, ki se mi zdi zelo pomemben prispevek, bom kar rekel, neke vrste temeljni kamen, na katerem bomo še gradili dokaj trdno osnovo. Bilo je pa blagodejno slišati, kako je bolonjska reforma pozitivno vplivala na kaj. En pozitiven vpliv. Tako da, hvala lepa kolegicam, docentki doktorici Janji Žmavc, izredni profesorici doktorici Katarini Podbevšek in asistentki doktorici Nini Žavbi za ta pogovor in za predstavitev te knjige. In to je to. Hvala lepa.